Pozdravljeni! Pred časom sem bil izjemno kritičen do uporabe štiriperesne deteljice znaka Alfa Romeo na bolidih Ferrari. In po objavi prispevka o Alfi 158 je nekdo izmed vas vprašal, ko je videl na fotografijah znani quadrifoglio, kakšna je zgodovina tega simbola. In danes jo bom na hitro predstavil. Zgodba okrog nastanka tega enkratnega simbola, imenovanega tudi v tuji literaturi quadrifoglio, direktno v italijanščini, je izjemno zanimiva. Vrniti se moramo v leto 1923, najprej na dirko za Targa Florio. Tam je ekipa Alfa Corse imela 4 voznike. Giulio Masetti, Enzo Ferrari, Antonio Ascari, oče Alberta in Ugo Sivoci. Ugo Sivoci med njimi izjemno izkušen, tehnično podkovan, velik osebni prijatelj Enza Ferrarija, naprimer pomagal mu je dobiti tudi službo, a zmeraj mu je malce zmanjkalo, da bi zmagal kakšno pomembno dirko. Držal se ga je sloves večnega drugega. In za to dirko si je dovolil na svoj Alfa Romeo RL Targa Florio narisati prav poseben amulet, simbol na nos bolida. Bel romb in na njem štiriperesno deteljico. In ta simbol mu je prinesel srečo na prav poseben način. V bližino cilja na koncu je prvi pridrvel Ascari, a približno 200 metrov pred koncem dirke mu je ugasnil motor. Mehaniki so bili blizu, pridrveli so do njega, hitro odkrili napako, ponovno zagnali motor in od veselja se z njim peljali čez cilj. A to je bilo prepovedano in da ne bi bil diskvalificiran, je Ascari šel nazaj, naredil tistih 200 metrov in se sam ponovno pripeljal čez cilj. A kaj ko vmes v tem času je mimo suvereno priletel Ugo Sivoci in zmagal dirko. In tako je nastala legenda tega simbola, vezanega na Alfa Romeo, kateri je prinašal srečo njihovim tekmovalnim bolidom. A Sivoci te sreče ni užival dosti časa, nekaj mesecev pozneje, točneje 8. septembra 1923, je umrl med prostim treningom za prvo veliko nagrado Evrope na dirkališču v Monzi. Sicer tu je treba poudariti nekaj. Imel na razpolago Alfa Romeo P1, bolid, kateri ni imel štiriperesne deteljice oziroma quadrifoglija narisanega. Namreč imeli so težave v lakirnici in ni jim uspelo pravočasno pripraviti tudi tega simbola. Imel je pa številko 17, nekaj, kar bo izjemno pomembno. Po tej nesreči smo videli, da Alfa Corse se je umaknila iz dirk. Nihče, kateri je vozil za Alfa Romeo, ni več uporabljal številke 17 v dirkah in spremenili so podobo znanega quadrifoglija. Ne več na rombu, ker je eden izmed četverice umrl, so uporabili trikotnik. In tak je quadrifoglio še danes. Prisoten je in bo na vseh dirkalnikih Alfa Romeo. Ne samo tistih, ki so zmagali leta 1950 in 1951 svetovno prvenstvo Formule 1 s Farino in Fangio, pa da ne bom omenjal prototipov oziroma turnih avtomobilov, naprimer serije DTM. Zmerom in povsod je bil prisoten ta simbol, a samo pri uradni ekipi Alfa Romeo. Ko je Scuderia Ferrari bila tista glavna tudi pri tej znamki in govorimo o predvojnem času, boste težko dobili quadrifoglio na teh bolidih. Enzo Ferrari se je zavedal pomena simbolov in ni hotel kršiti teh pravil, katera so nenapisana, a jih pravi se zmeraj držijo. Zato sem bil izjemno presenečen v negativnem smislu, ko sem videl quadrifoglio na bolidu SF70H in tudi v naslednji sezoni se je pojavljal. In mnogi novinarji so trdili, da gre za to, da bo prinašal srečo voznikom Scuderia Ferrari.
A konec koncu ne Sergio Marchionne, ne kdo drugi zgleda, da ni poznal legende in uporabe tega bolida, ampak so hoteli nekaj, kar spominja na Alfa Romeo. Drugače si jaz tega ne znam razložiti. A vseeno, kot sem povedal, ta simbol na Ferrari ne spada, kajti če je to opravičljivo, bi bilo opravičljivo, da na bolidih iz Maranella je lahko tudi ta drugi simbol, saj ima vzpenjajočega se konjička in oba izhajata iz iste osnove. Toliko o tem. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.